Dobrodošli na vlogu, ful je temno, ker so taki deževni dnevi zdaj. Jaz se zdaj nekaj zgodaj zbujam zadnje cajte, prav všeč mi je, ker imam pol toliko od dneva in se lahko pol pred streamom malo spočijem. Mika je bila na sterilizaciji včeraj in je ko nova, nič ni boga. Skače malo, probam, da čim manj, ampak ja, ne morem jaz skozi nadzorovati, oziroma ne morem vsega skoka preprečiti. Zdaj trenutno spi pod teko. Čisto je smešna, pobrita je, super je bila, drugače pa sem plačala za sterilizacijo in čipiranje 145 €. Kastracija cenejša, če imaš samčka. Drugače pa, da na hitro povem, vem, da marsikdo mogoče nima denarja, zato si ne more privoščiti kastracije, sterilizacije. Če imate najdenčke, mislim, da občina krije to. Tako da greš veterinarju v svoji občini, poveš, da je najdenček in pol se nekako ne moraš iti na občino. Nisem ziher, ampak če imate to možnost, pa če imate najdenčka, dejte za to, da se ne razmnožuje mačke. Tudi če je maček lahko plodi drugo mačko in ja, pol je milijon mačk brez doma in folk jih odvrže na cesti v gozdu in če mislite. Mika, ti si prav frajerka, nic ti ni, jel? Je pa ratala obsedena z vodo. In sem mogla dati ono vodno fontano stran, ker je sam pacala in je celo razstavila in ne vem, kaj je to. Kaj so ti dali v anesteziji, Kake droge. In zdaj se bi ona rada kopala, sam zdaj ne pusti mi preveč zato, ker nočem, da se pač kaj z rano zgodi, tako da ko boš zdrava, se boš lahko kopala. V glavnem, ne vem, kaj zdaj bluzim tu v mački. Dnevi so pa taki zdaj, čist mi je fajn. Tu imam neke buče, še zdaj nisem presadila, res je edina stvar. Cote sušim v tem dežju, ne vem, se sploh sušijo, bom jih pol net umaknila. Uživačka, le kak si pobrita, se tu ne toliko vidi, ampak ja, super je. Super si. Grem zdaj nekaj pojesti. Tadam! Ko sem glih pri mojih, bom rekla, najmanj priljubljenih opravilih, odpisovanje na mail, take zadeve, sem se odločila, da mogoče na hitro povem o tem, kako jaz služim, ker se mi zdi, da je tako večno vprašanje ali pa mogoče celo misteri, kako youtuberji pa live streamerji služijo. Jaz sem bolj dotaknila YouTuba, ne Twitcha zdaj, ker sem jih pri tem in sicer zdaj direktno od YouTuba jaz služim prek reklam, torej te reklame, ko vidite na videih, od tega jaz dobim denar. Zdaj več je ogledov, več reklam se vidi, a ne več dobim. Imaš tudi različne reklame, imaš preskočljive, imaš nepreskočljive, imaš te kartice oziroma sponzorske kartice. Jaz nimam teh nepreskočljivih oglasov, imam označeno, da jih ni, torej ponavadi boste imeli te ali jih preskočite ali pa bo sem nekaj kartica na strani. Zdaj, če nekdo klikne na oglas, dobim več, če nekdo skoči, še vedno dobim denar, ampak malo manj. Zdaj ne vem, koliko teh podatkov nimam. Jaz odločam o številu oglasov na video, zdaj če pustim, da mi YouTube da oglase, jih je ful, meni osebno preveč. Jaz imam odvisno od dolžine videa, tako si pač dam te oglase. In recimo jaz imam povprečje ogledov na video 15.000, objavim rečemo 5 do 6 videov na mesec, enega na teden, pol imam še te bonus videe. In dobim okoli 400 €, kdaj manj, kdaj več, je šlo tudi do 500 oziroma še več, samo enkrat, je kdaj bilo tudi samo 350. Se pa tudi štejejo še starejši videi, tako da če te gledaš samo od oglasov, dobiš nekaj, ampak moraš ful trdo delati, pa par let traja, da sploh prideš do te številke, a ne. Pol pa pridejo tukaj upoštev ta sodelovanja, ker zdaj samo od YouTuba ne moreš služiti. Mislim, lahko, ampak ne dosti, da preživiš. Jaz imam itak še Twitch, ampak zdaj, če se fokusiram samo na YouTube. In pol pride na vrsti ta sodelovanja, ki sem jaz ful cajta jih sploh nisem delala, ker se mi je tako malo, ne vem, tako neprijetno pravilo mi je bilo postavljati ceno in fulkrat sem bila, pa sej, ne vem, ful sem dala nizko ceno ali pa sej bom samo izdelek imela pa pokazala, ne vem. Pač nisem se, oziroma se mi zdi, da se še vedno ne znam čist ceniti in si dati pač malo pohvale, malo kredita, ful ti fajn gre,
moraš si neko ceno postaviti, ker pač to je biznis, to je posel, a ne. In ja, zdaj sem se odločila, da si bom tak cenik napisala, da pač, ne vem, ko odgovorim na mail, odgovorim in pol priložim cenik in je, kot je, take it or leave it, torej vzemi ali pusti. In mi ne bo več bad, pač vedno se izogibam tem mailov. Pač ful sem vesela, ker pač vidim, oh my god, ta firma bi z mano delala, jaz bi tudi z njimi delala, pol je pa ceno treba postaviti in samo, nočem preveč, zato da ne bo rekli ne, pa da ne bo izgledalo, da sem, ne vem, moji možgani. Nočem premalo, ker se hočem ceniti, ker ko enkrat postaviš ceno, jo pol težko dvigneš. So on, tako da ja, jaz sem vedno bila bolj taka people pleaser, ja pa se je vredo, bla bla bla, ne ni. Si predstavlja, že greš v kavarno, pa ti natakarca nam reče, pa se je vredo, ti častim to kavo, ali pa dobro, pa dej 50 centov. Ne. In ja, mogoče je ta koncept komu še malo čuden, pa si plačen, da to govoriš. Ne, pa ja, ne v smislu, jaz sem se odločila, da bom delala z njimi zaradi tega, ker mi je firma všeč, ker pač dejansko paše v mojo vsebino, ker se mi zdi smiselno. Jaz vedno omenim stvari, karkoli je, ali je plačano ali ne, če mi je všeč ali mi ni. Tako da to je samo bonus in jaz sem ful pač ponosna, vesela. Ampak ja, se mi zdi, da je mogoče dobro o tem govoriti, zato ker pač oni ne čisto razumejo in to mogoče tudi kot slabo jemljajo. Isto recimo reklame na TV-ju, pač firme ful plačajo, da se te reklame vrtijo na TV-ju. To je že od nekdaj tako, reklame se plačujejo, ne, logično. Ampak ko pa to ena oseba dela, pa ful bolj obsoja. Ampak ja, je pa odgovornost tvoja, boš vse vzel, kar pride na pot, tudi kar ti mogoče ni cool ali pa sploh ne vsopada s tvojo vsebino. To pa itak gledalci sami lahko vidijo, pa ocenijo, aj neki fake, aj neki zares. Jaz bom ostala zvesta sama sebi, ampak si moram ceno postaviti. Jaz sem imela že iste probleme z make-upom, kako si ceno postaviti in iskreno mislim, da sem vedno imela prenizko ceno, glede na to, da sem dobro delala, na dom sem hodila, v glavnem, to je pa čisto druga zgodba. Tako da bom zdaj v Canvi tako malo oblikovala cenik, bom imela posebej za Instagram. Jaz kar Instagram štejem pod YouTube, ker ponavadi imam nekaj dam v YouTube ali pa še objavo naredim. Zdaj bom tukaj ločila Instagram pa YouTube video. Jaz kar Instagram štejem pod YouTube, ker ponavadi nekaj dam v YouTube ali pa še objavo naredim. Recimo imamo member video, 2 minuti, je drugačna cena kot unboxing predstavitev, pol imela bom posebej ceno za Instagram pa YouTube. Zdaj, ko sem rekla, da se moram ceniti, sem se tudi pogovarjala z nekom, ko pač malo ve o teh zadevah, pa kako firme kontaktirajo, pa kaj zahtevajo. Jaz imam glede na število sledilcev na Instagramu, isto na YouTubeu, ful dober reach, ful dober engagement. To pomeni, imaš ful ljudi, ko imajo 50,000 teh sledilcev, imajo pa 1000 lajkov na sliko, pa ne mislim zdaj, da lajki so ful pomembni. Pomembni so v smislu posla, torej, da firma vidi, pač, a ona številka 50,000 sploh kaj pomeni, ali je, mogoče so fake followerji, ali pa so followerji izpred 10 let, ne vem. Recimo, jaz imam 12,000 followerjev, ki sem si jih res trdo prigarala in hvala, da mi sledite. Moje storije vidi 5,000 ljudi, kar je skoraj polovica in to je ful dobra številka, ker marsikdo ima ful nizko, ali pa ima manjšo številko, kot jaz pa ima 50 do 100,000 followerjev. Tako da followerji na koncu sploh nimajo toliko veze. Ampak ene firme mogoče to ne vejo, ampak jaz zase moram vedeti, da je to ful dobro in na podlagi tega tudi ceno postaviti. Isto lajki nam na post, da je manj, da je več, ampak v glavnem malo vidiš, kdo ima fake followerje, kdo pa ne. Zdaj na YouTubeu imam jaz ogledal več kot pa naročnikov, kar pomeni, da več ljudi vidi, kot pa je naročnikov. Zdaj TikToka jaz nimam oceni, ker TikTok meni še ni posel, niti ne vem, če mi kdaj bo, ne vem, če to hočem. In recimo na TikToku ful hitro dobiš followerje, pa ful hitro dobiš oglede, ampak meni osebno se ne zdi, da so toliko vredni kot na YouTubeu pa Instagramu, ker je nič isto, se ne šteje isto. Nisem si kdaj mislila, da bom do te točke prišla in je ful je nice, ampak trajnost. Jaz delam YouTube 4 leta, počasi po 5. In šele zdaj zadnji 2 leti, mogoče celo zdaj zadnjo leto se je največ začelo dogajati, predtem pa nisem mogla od tega živeti. Ampak sem vedno imela Twitch zraven, tako da imam 2 stvari, oziroma včasih sem še 3 imela. Vedno bolje pač YouTube in Twitch sta moja
glavna prihodka. Sta moja glavna, no pa Instagram, če te gledam. Dobro, ok, malo sem se mi zdi fajn malo, kdaj bolj odprto o tem govoriti, pa moje misli zraven, tako da, ja, moram se malo sprostiti, lej. Mislim, kaj pa je najslabša stvar, če pošljem ta cenik pa reče ne, škoda mi niso imeli poslali, to je to. Evo, outfit of the day. Končno je dosti mrzlo, da lahko imam to srajco gor. Spod imam eno bež majico, te mom jeans kot vedno. To sem kupila v Pepkotu. In torbico. Gremo v knjižnico, na pošto. Miller. Ja. Što vzamem. To sem si v knjižnici sposodila, Izginula hči, psihološki triler. Pol sem šla v Miller, pa sem si kupila res take, a niso perfektne jesenske barve. Ta oranžna mi je bila ful všeč, ta je pa taka bolj rjava, ko nek, kokos se reče, ko nek kakao. Miki pridna punca. Tako da, ja. To je bila tudi dobra kombinacija, mogoče en noht oranž in ostale temne. Videli. Pol sem marshmallow se kupila, ker imam nek recept za eno pijačo, pa bom posnela pa naredila, ampak ne še zdaj. Tako da sem pa jih kar v Millerju vzela. Mehčavca mi je zmanjkalo, tako da. Laka za lase mi je zmanjkalo in suhega šampona. Zdaj tega uporabljam, odkar ni več onega Ozija, pa mi je v redu. Vlidi, Mikica. Šankica. Da bi videli mojo kuhno pred tem, da sem jo spucala. Imela sem kuharski stream, delala sem burgerje, prav svoje bombetke sem naredila, pleskavice sem naredila, tako da ja, noge me tek bolijo. Skoraj sem bila, bom jutri, jutri sem fraj. Dala pomivalca, pomila, pobrisala, še štedilnik. Tukaj je katastrofa, ker se Mika igra. V glavnem, tek sem zmatrana, zaspada. Burgerji so bili dobri, bom sliko priložila, ker nimam kaj za pokazati, ker sem pojedla. Zdaj pa si dam samo make-up dol, stuširam se, počem brala, počem gledala TV, ne vem, glavnem. Tako pod plati bolijo, ko stojiš na enem mestu 4 ure in še zdaj sem pucala 1 uro. Gremo, to si jam vrem. Dobro jutro. Dan sem pa brez budilke spala, ker sem že 2 dni tako slabo spala in mogla sem se zgodaj zbuditi, en dan ob 6. Včeraj sem bil tako dolg dan imela. Vreme je. Mika je pod kotrom. Se va cote dolgo sušijo, ko ni toplo, to je vam malo bedno. Ampak zdaj bi pa že mogle biti. Je pa res, da sem jih imela en dan na balkonu pod streho, ampak je zunaj deževalo, tako da. Miška, je fajn. To sem si želela, da bolj hladno, da boš ti si tako stiskala lepo pod kotrom.
Ljubica moja. A se spomnite tega pulovra? Živela sem v njem po zimi. In nazaj je... Danes je ful mrzlo, se pol naslednje dni ne bo več toliko. Ampak je fajn, da bi ta okus mraza po dolgem cajtu, ampak se tudi veselim bolj toplih dni, vsaj čez dan. Grem na kak sprehod počasi, ker zdaj nisem bila na sprehodu tu okoli ful cajta, ker je ful zaraščeno tam ob vodi, prevroče je bilo, zvečer pa itak nimam cajta. Dala sem se v cozy pulover, res ima tega ful fajn, ful ga masira. Mika še ne vem. Mika je zdaj spala na meni, ful cajta. Nič nisem delala, gledala sem YouTube, naredila sem, TikTok sem naredila, ampak to ne štejem kot delo. Pijem čaj, po moje sem najprej lotila teh oblačil, oziroma ne, jedla bom najprej, ker je že pozna ura, dan sem malo dlje spala. Jedla bom, sem si pa naredila včeraj, se mi zdi, burrito bolo ali 2 dni nazaj in jo moram pojesti, tako da ne rabim kuhati, se bolj veselim. In nisem rekla, danes bomo dekorirali, doma bomo vse, ampak danes je ta dan, fraj sem od streama in mislim, da res moram danes to narediti, ker je vreme perfektno, tako da... Se vem, da sem ful annoying, ko skozi omenjam, kako mi je všeč jesen, ampak jaz cenim vse letne čase, ker pač škoda je lifea, da bi sam en letni čas imel rad. Ampak vedno predna pride ta letni čas, tak rečemo, koč kak mesec prej, že začnem razmišljati, in pol komaj čakaš in nečesa se veseliš, no, to ne pomeni, da sovražim kak letni čas, ampak se veseliš naslednjega, ampak ja. Še malo te ocvrte čebule si tam, ker to rada dam frišno, zato da je še vedno hrustljavo, to je z Lidla. Ne grem v klet. Okej? Ja. Okej, dosti poležanje. Gremo v klet po jesensko dekoracijo. Marija, imam nabasano. Dajmo pogledati. Se božički bom. Aha, jesen. Tu me pa čaka Home Alone, Lego. Mislila, da sem ta škatla za jesen in sem bila, no, pa si nimam toliko. In pol dvignem eno drugo škatlo. In še cela ta zadeva. Ok. Tu imam pa še ful puloverov zimskih, ampak to bo prišlo pa kasneje, ko se je dejansko hladilo. Sonček! Ok, preden da se lotim, si naredila en sendvič, zato da nam tečna, pa da ne bom vmes si pole rabila nič delati. Tako da tukaj imam ostanke beljaka včeraj, ko sem samo rumenjak rabila za kuhanje. Eno jajce, naredila si tak jajčni salami, cream cheese, sir, sendvič. Imam zdaj ta velik tost, tako da dajmo, tu so pa ocvirki. To že vidim, da bo na mizi ful lepo s kakimi rožami. Vam bom pokazala, kaj še imam od lani. Oh my god, Mika je so cute. Kak bo cute in cozy. Drugač mi je pa Mika spet ta grad pač zrušila delno, tako da, ja, spet bo treba popraviti. Ampak ga bom prestavila, tega bom prestavila na ono polico nad poslu, ko bom imela to sestavljeno in bo to pač za ta jesenski Halloween cajt bo to tukaj. Pol bo Home Alone, pol pa spet prije grad nazaj za pomlad pa poletje, a ne? Sem še par oliv dodala. To so stvari iz prejšnjih let. Tu je še par malenkosti teh polnil za vaze, pa takih enojnih stvari, pa lučke, ki jih Mika zelo rada grize. To še imam. Je kar dosti tega. Edino pogrešam onega okostnjaka. Ne vem, kje ga imam. Zdaj pa razmišljam, je še kje kaj. Pa če imam še več stvari, kje. Boš bi mogla kak star video pogled, ko sem to dovzela. Čisto na hitro preletimo. Tu imamo buče, te so mi ful všeč, ko niso one take oranžne ali pa take, čeprav tudi tam je cool. Res take bolj elegantne, pa imam te bele.
da ni vse oranžno, tam je tudi ful všeč, tam ima še lučke. To sem sama naredila, oziroma ta del sem kupila, pa sem pa sama par teh stvari grdala. Tu imam razne te stvari za na police, kje bo še to, iskreno. Tu imamo tudi razne te, kako bi rekla, ne, polnila pa to. Ta slikica je lepa, ričke pa gobice, tako je. Kako rožico ali pa stojalo, to sem tudi lani naredila, poslikala sem pa dodala par stvari, tako da res cute, hello fo. To, welcome, pa imamo te razne suhe šopke, oziroma, ja, veje, dobro, to ni suho, to je. To sem kupila v različnih trgovinah in sem pol pokombinirala. To je taka veriga, to bom pomadala nad to na polico. Dobro, to je bolj tak za Halloween, to je vse bolj za Halloween, kar je tam zadaj, tako da tisto še ne bom kam dala. To je pa to, kar se teh starih stvari tiče. To bo tako dosti minimalistično, te buče so iz Lidla, tukaj imam pa tako, začimbe imam, no, moram jih v bistvu nasijati in zaliti in bojo tam rasle. Tako da nič tako posebnega, ampak glih prav. Cute. Ta del mi je ful všeč, ta košara je res v kombinaciji s to vazo tako cute. In se mi zdi, da te svetli listi ful fajn pašejo, prav v smislu ene temnejše, ko so skoraj ista barva kot to, ampak ne je bilo to. Potem imamo tukaj eno hruško stekleno, pa eno svečo sem dala, čeprav ne uporabljam sveč, ker imam mačka, ampak lepo izgleda, tako da zaenkrat je to cute. Ok, to je naslednja vaza. Zdaj ta vaza ne bo dobila teh polnil, ampak jo bom oblepila. Sam ne vem, če jo bom že zdaj. Ta šopek prije not, ampak bom to vrv okoli nalepila z mekol lepilom. Sonce je zašlo, tako da je zdaj spet malo bolj temno. A ni cute, zdaj lahko bi šla višje, lahko ne, ampak meni je malo všeč, da se malo stekla vidi in da je tako cute. Kako imam zdaj šopko? Zdaj pa mislim, da bom tega imela tu. Sicer bom še malo počakala, da se v redu posuši, preden da postavim dol, čeprav to meko lepilo gre fajn dol iz stekla in takih gladkih površin. Jej!
Mika, boš dala mir te policije, ha? Jo boš poslala na mero? Upajmo. Fajn bi bilo, če bi to res je presadila takoj zdaj. Kaj vraš, Mika? Gledaš sončni zahod? Sem to mače drevo sem predstavila, da lahko bolj gleda ven. Pač tukaj lukna, ampak ja. Ok, malo že temno ratuje, ampak to je to zaenkrat, kar se dnevne tiče. Potem pa videla sproti, če kaj dodam. To imam še neki stvari, mogoče to kako bučko lahko dam tam na vrh. Ta del še moram zrihtati, po mojem bom dala to vazo, tako da dajmo probati. Ono polico pa še zaenkrat ne bom vidite, da vam že enega okostnjaka tam. Tukaj zdaj pa res že temno, ampak tako zi, po mojem bom šla brat, samo še hladilnik zrihtam, ostalo pa jutr. Mislim, da sem glavne stvari naredila, no. In to je to, nič posebnega. Tukaj imam sicer te šprico za rože, ta za roke krema, se mi zdi tudi lepa. In ena buča, tisto bom pustila, roža. Sem rekla, ostalo jutr, malo moram še pogruntati, da bi vzadje na streamu bilo malo drugače, ampak v tem stanovanju itak, da sem fokusirala bolj na celotno stanovanje, ne samo na stream. Pri osobi je bilo ful bolj na stream fokusirano, torej sem dekorirala to vzadje za stream. Zdaj nimam dejansko kam stvari dati, to se vidi edino na... Pač ta del malo sem premaknem in se vidi na streamu. Mogoče, če bi tu dol kaj napeljala, sem ne vem kaj. Tukaj lahko manj kaj, to polico zdaj sploh več ne premikam, ko sem je premela za vzadje. Mogoče bom spet začela. Tako da bo tudi na streamu malo ta občutek jeseni, a ne, pod Halloween. Zdaj se mi pa zdi, da ta slika več ne paše in razmišljam, da bi kaj drugega naslikala. Ne vem. Ok, zdaj pa do zajebance, malo je temno, v trgovino moram iti, ker nimam mleka pa jajc in jutri je nedela, tako da gremo. Oh my god, kak je mrzlo, I love it. Ok, že cel dan neko piskanje čujem in sem mislila, da je pač kaj pri sosedih, ker zakaj bi me nekaj piskalo in gledam okoli. In zdaj sem pa dala vse, pač vse je bilo tiho, prvič po moje danci sem ono, nekaj pri meni piska in grem ven in gledam, lahko sem na strehi. In je bilo. In to je senzor za veter in zdaj ne vem, zakaj piska, ali bo imel prazne baterije počasi, ali je kaj mokro, ne vem, zdaj sem ga komaj narazen spravila, ker je po moje ful staro in je pač plastika taka preperela in ja, zdaj sem na internet pogledala, kako se odpre, da ne bom kaj zasrala. Tako da bom zdaj zamenjala baterijo, pa bom videla kavo. Pogotila, da so v kopalnici tapete, ker na teh delih. In mislim... To mi ni všeč, pač moja kopalnica je modra, ampak se mi zdi, da ta modra je pa še grša kot to. To je prav cute, pa še pač prave ploščice so. Ja, bomo to odstranili. To bi jaz rabila za kuhno, te tapete, samo nisem najdla kakih, bi mogoče mogla naročiti. To je že tak drugi side quest, ko ni bil planiran, ampak meni so iskreno te bolj všeč, če že moram izbirati, ne mislim. Jaz sem glih eno ful dobro idejo dobila, ne vem, a mi bo ratala, ampak kot sem rekla, se mi zdi, da to ne paše zdaj v jesen pa pol zimo. In ta tepih manj, ko sem ga kupila v Ikeji, za, mislim, da bil ali 2 ali 3 evre, pač crazy, a ne. In je tak, no, pač tak naravn material, ampak ker sem že rekla, nočem vse, da je bež, to sem si že nekaj cajta nazaj kupila. Razmišljam, da bi iz tega naredila art. Torej, ta vrv in da bi jo našivala oziroma nekako napeljala v neke oblike, ne vem še kaj, ampak in bi bolj to imela na steni. Mogoče imam zdaj ful boljše ideje, kot pa po realizaciji, ampak jaz bom probala, ne zdaj. Tekom tedna. Razmišljam, če bi to mogoče celo dala tja. Sem tu bi vseeno rada nekaj. Sem najdla ene te lučke, tako da sem jih dala gre na listje. Moram še tako, da se prepleta. Cute.
večerja. Missing someone